Učinkovita, jasna in odkrita komunikacija je temelj. Jaz bi rekla tako, govorili bomo o uporabnikih in tem, ki ponujamo pomoč. In upam, da bomo še dolgo tukaj, vsaj naš klicni center, ki ga bom danes predstavila, da nas ne bo nadomestila umetna inteligenca, da nas ne bo nadomestil Cobiss asistent. In tudi, če bojo, mislim, da brez nas ne bo šlo, ker na vse zadnje radi si pogledamo, radi se slišimo, kot pa da samo nekaj beremo in robotski glas odzadaj. Zdaj, že prva alineja tukaj pove, da ponavadi, ko nekomu nekaj razlagamo, si vsebine ne zapomni, vsi smo takšni po moje, bolj si zapomnimo glas govorca. Če je bil ta prijazen, si bomo še vsebine več zapomnili, kakor če bo glas govorca nesramen, kakorkoli neprijeten. Pogledujem po publiki, ker ne vidim direktorja, namreč malo za šalo. Pogosto se na klicni center, uporabniški servis pozabi, vsi razvoj programske opreme in tako dalje, ampak če imate danes BMW-ja in vam na servisu ne bojo ugodno ustregli, kar se je pokvarilo, naslednjič ne boste BMW-ja kupili, niste pri klicnih servisih in pri pomoči. Tako da pomoč včasih je večji odraz firme, inštitucije, kot pa recimo sam program. Če bo na drugi strani prijazno vam pomagala, boste ji tudi zamižali iz celih inštitucij, če kakšen program ne dela, če kaj še ni rešeno in podobno. Tako da mislim, da je klicni center ima veliko vlogo vsake inštitucije. Govorim tudi v vas v imenu knjižnice, kjer imate informatorje. Uporabniki radi pridejo, če so vaši informatorji prijazni, nasmejani, kakorkoli. Tega gospoda Andreja Grčmana sem večkrat videla, ta njegov citat, ko sem pripravljala to predstavitev in enostavno sem mogla še jaz to povzeti tukaj, napisati njegov te besede, ker se mi zdi, da povejo vse, kar je bistvo klicnega centra. Torej, imamo uporabnika, imamo ponudnika. Vsi mi smo nekoč uporabniki. Ponudniki pomoči pa so tisti, ki pač delajo v klicnih centrih. Jaz bi rekla tako, vsi, ki smo uporabniki, vemo, kaj želimo, da nam ponudnik pomoči ponudi. In zato našim ponudnikom, ki nudijo v klicnem centru pomoč, pač rečemo, bodite tako, kot da ste na drugi strani. Vi veste, kakšen odgovor bi radi, kakšno rešitev bi radi, kako bi to rešitev radi in tako enostavno bodite po telefonu. To se pravi, nuditi odlično podporo, če si super woman, sem hotela tu povedati, zato sem ta znak dala, imamo enega moškega v klicnem centru, ampak dobro. Torej, poskrbeti moramo za vsakega posameznika, kako da nam ponuja pomoč, se postaviti v njegovo vlogo in jaz sem še vedno zagovornik, če kaj ne dela, priznaj, povej, ker če boš to priznal, kar že pravijo, priznaš, pol se ti oprosti. In vemo, da nikoli nič ne dela takoj. Tukaj imam napisano, ko sem to predstavitev pripravljala, kakšen bi naj bil sodelavec, ki dela v klicnem centru. Jaz vam tega ne bom brala, ker če samo eno knjigo vzamete, ki govori, kako naj deluje klicni center, bo vse to pisalo. Mora poslušati, mora biti pozoren, potrpežljiv, empatični in tako dalje. Jaz mislim, da nima smisla, da zdaj to razpredamo vsako lastnost, ker vemo, da to pač bi naj bil, nismo pa vsi vse. Glavnem, potrudiš se po svojih najboljših močeh. Vsekakor pa pri nas skušamo, da uporabnika razumemo, da nam pove točno, kaj ga teži in mu poskušamo iti nasproti. Včasih to ne gre od danes na jutri. To, če smo ljudje, razumemo, vse ni rešljivo takoj, tako da pri vas kot uporabnikih naše storitve pač apeliram, da nam včasih tudi date kakšen dan, dva, da rešitev ugotovimo. Pri delu uporabljamo različna komunikacijska orodja, maili, telefoni, spletne strani in podobno. Zdaj, teh orodij je malo morje. Tukaj mi manjka celo eno orodje, ki sem ga moram odkrito priznati, mogoče ne bi smela, baje bomo dobili Cobiss asistenta. Priznam, da nisem vedela, tako da tukaj bi še manjkal Cobiss asistent. Nobeno orodje ni nikoli takoj popolno, ampak ga je treba začeti pač uporabljati.
Tudi, ko smo začeli premenjavali orodja za pošiljanje zahtevkov, so bile začetne težave, ampak vsi se na koncu navadimo na vsako orodje, tako da treba je pač začeti in vedno boljši smo. Moj predstavitev ima naslov Pokliči 333, verjetno veste, zakaj 333, ne? 333 je naš klicni center. Če hočete priti do kogarkoli v Izumu, vem, da imate tudi naše direktne številke nekateri, ampak praviloma morate do nas preko 333. Tam vas bojo potem zaslišali, kaj želite, če lahko vam bodo takoj pomagali, če pa ne, pa bojo mogoče vas k komu prevezali, tako da kar tako direkt nekomu ne morete priti. Posledica tega je tudi to, ker pri nas je, kot vidite, tukaj cirka 1400–1500 držav, gre za cirka 6665 knjižničarjev, res dobesedno knjižničarjev, ki delate v Cobisu, v celem Cobisnet. Če pa bi še zraven šteli laične, tudi bralci se na nas obračajo, končni uporabniki, dejansko imamo opravka za 2 milijona uporabnikov. To se pravi, neko pravilo pri delovanju klicnega centra mora biti. Sam klicni center 333 je pri nas, kot je že Tadej povedal, del sektorja upravljanja servisov, v katerem so še 4 oddelki, in klicni center je del oddelka uporabniški servis, znotraj katerega so še drugi kolegi. Za pravilno delovanje klicnega centra bi tako rekla, ni pravilno, deluje vedno v redu in tako dalje, imamo tudi interni pravilnik, na vse zadnje za vse imamo že danes pravilnike, pa smo še mi za naš klicni center naredili. Najbolj pogosto je seveda klicni center 333, to je številka. V glavnem pokličete, se odzovemo, če ne znamo, vas pokličemo nazaj ali pa vas prosimo, da napišete mail, kolikor ga ne sami. Nadalje ni 3.3, ampak dejansko se za njim skriva 3.3.3 je e-pošta, poznate naslov podpora@izum. Za komuniciranje po e-pošti podpora@izum bi se jaz sedaj tukaj obrnila na vas, na naše uporabnike. Obstajajo, ne vem, če veste, na spletu navodila za komuniciranje. Ne bi zdaj vas silila, da preberete ta navodila ali si jih pogledajte, če ste imeli. Bi pa res apelirala na vas, da ko nam pošljete kak mail, dajte nam prihraniti detektivsko delo. Dostikrat dobimo maile, to je takšen primer, kjer ni ne podpisa, ni ne akronima knjižnice, ničesar. In od nas nekaj hočete. Tukaj nam druga ne preostane, kot da naredimo replay in vas prosimo za predstavitev, da sploh vemo, komu odgovarjamo in zakaj gre. Tako da bi vas jaz prosila, če se na nas odpirate po e-pošti, dajte napisati vsaj svoje ime pa priimek ali pa vsaj akronim knjižnice. Poznate naš referenčni servis, poznate klepet v živo, tako da vse te servise poznate in tudi ostale komunikacijske poti, kjer bi zdaj še jaz recimo dodala Cobis asistenta, ki ga tukaj še ni. Kdo je na prvi bojni črti? Jaz sem si tukaj drznila enostavno omeniti te kolege, ker jih danes tudi tukaj ni recimo, ker morajo za to, da pokrivajo klicni center, biti v svojih pisarnah, da odgovarjajo na klice. Glavni pod 333 so te 3 kolegice in en kolega, ki so tukaj navedeni. Prav tako bi omenila še tehnični helpdesk, to sicer ni 333, ampak takoj, ko kolegi iz številke 333 zaznajo, da je vaš problem tehnične narave, prevežejo k kolegom, ki delajo v tehničnem helpdesku, ki je prav tako znotraj tega sektorja, ki ga vodim jaz. In vsi, ki prek nam, to pa za knjižničarje hodite na izobraževanje, imamo tudi helpdesk za izobraževanje, za tečaje, kjer so prav tako 3 kolegice. Tukaj se mi je zdelo prav, nimajo nič z mojim sektorjem, ampak se mi je zdelo prav, da jih omenim, ker po razporejanju zahtevkov z mojega sektorja se namreč razporejajo vsi vaši zahtevki, ki pridejo. Vidim, da imate zelo veliko zahtevkov, tudi Polona in pa Darinka, ki pa delata na Sikrisu za raziskovalce. Tako da se mi je zdelo prav, da tudi one dve sta neki 333 zadaj skriti. Rekla bom tako, trudimo se, da smo tudi v krizi prijazni. Verjemite, da smo tudi mi, ko nameščamo novo verzijo programske opreme, ko ponavadi naslednji dan včasih kaj ne dela, ali ko nameščamo kakšen novi projekt, smo tudi nervozni, ampak držimo se za glave, vi ne vidite, na drugi strani skušamo biti prijazni. Tako je pač življenje.
Bi pa se tukaj pokazalo tudi malo vpliva v klicnem centru oziroma vse naši pomoči. Veliko je nam doprinos dal in to mogoče ugoden doprinos COVID. Odkar je COVID se je povečalo tam leta 2020, je bilo zelo veliko klepetov. Jira zahtevke so se za časa COVID-a dvignile, zdaj malo upadajo. Na tega sem kasneje. In kaj je še COVID bila prednost? Pojavili so se Zoom tečaji. Ti so zelo v porastu, tako sami tečaji kot po številu udeležencev, čeprav sedaj ugotavljamo, in tu zato jaz upam, da bomo še vedno se gledali v oči, čeprav se sedaj ugotavlja, da pa le radi vseeno še pridete na e-Zoom, radi imate tečaje v živo, ker je vseeno nekoliko drugače. Ta prosojnica, ki sem jo prej poskočila, pa skuša pokazati, da ko pride kriza, zelo poskočijo telefonski klici. In junija 2024, to boste vedeli iz slovenskih knjižnic, ko se je implementirala COBISS ELA, vam priznam, da je na e-Zoomu bil kaos. Mi nismo uspeli dvigovati telefonov, nismo uspeli odgovarjati na klice, ampak tudi to smo prenesli in počasi se zadeva bo tekla. Jaz bi na koncu samo rekla, in to pa apeliram na vas, v uporabniškem servisu, ki nudimo Helpdesk, verjemite mi, da dihamo z vami, se trudimo vam iti nasproti, ampak na žalost tudi mi sami v uporabniškem servisu včasih nismo dovolj močni pri naših razvojnikih. Oni nam rečejo, pokažite dokaz, katera knjižnica, zakaj. Zato bodite tudi vi tečni, pišite, jamrajte, predvsem pa argumentirajte, zakaj rabite to, zakaj to ni v redu. Ker potem bomo mi s temi zahtevami iz uporabniškega servisa šli v razvoj in več bomo jih bombardirali, več bomo dobili vsi skupaj rešeno. Zdaj pa seveda nihče se pa ne brani, lahko nas pa tudi kdaj kaj pohvalite, ne? Na koncu bi rekla samo to, čeprav so roboti umetna inteligenca, mi bomo še en čas tu. Za vas, da vam pomagamo, da se slišimo, da si pogledamo v obraz. Jaz bi rekla hvala za priložnost in pozornost.